Dober dan in lepo pozdravljeni. Najprej v imenu založbe Forma 7, potem pa seveda delovne ekipe pri projektu, pri knjigi, ki jo bomo danes predstavili. Čeprav sije zunaj sonce, pa se založbi vedno zdi, kadar izda kakšno pomembno, lepo knjigo, da smo na svetli strani lune. Vi boste pa presodili, či se motimo ali pa ne. Dovolite, da predstavim naše goste, seveda najprej avtor, ambasador, profesor, doktor in pisatelj Milan Jazbec. Dober dan. Potem doktor Jožef Kunič, častni predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose in nekdanji veleposlanik v Iranu, tako da ima tudi drug pogled in seveda svoj prvinski na diplomacijo. Zdajle bi pa jaz prosila za en mehen aplavz, in sicer naš tretji gost je legenda slovenskega filma in igralstva, Demeter Bitenc. Aplavz pa ne kar tako na pamet, ampak ker je sinoči dobil pomembno nagrado za življenjsko delo Žaromet. Prosim. Najlepša hvala, seveda. In ker je z muziko vedno vse lepše, je z nami tudi maestro, moram reči profesor, doktor, skladatelj, pisatelj in pianist Mitja Reichenberg. Nekako nam bo naredil lepo vzdušje, da bo vse skupaj bolj prijetno. Za začetek pa je treba povedati nekaj o avtorju. In to je zelo komplicirano. Dolg in tak natančen CV, kurikulum vitae je objavljen v knjigi, tukaj pa zelo telegramsko in seveda doktor Jazbec, malo se opravičujem, ker bom kratka, da vse skupaj ne bo predolgo. Okay? Hvala. Kot vsak človek se je rodil nekje, pa vem, da zdaj pa tukaj problem akcent. Pohanca? Pohanca je po lokalno. No, torej Pohanca. Opravil je vse šole do diplome in tukaj je marsikomu podoben. Potem pa je med drugim stopil tudi v diplomacijo in zdajle imam jaz tukaj plonkič, se opravičujem, ker bi bila res šlamastika, če bi bilo kaj preveč narobe. Torej, doktor Jazbec je bil do decembra 1991. Leta v prejšnjem stoletju zadnji jugoslovanski konzul v Celovcu. Potem se je pridružil slovenski diplomaciji. Postal je prvi slovenski konzul v Celovcu, sledijo 4 leta v Štokholmu, do avgusta lani je bil 4. veleposlanik v Turčiji, sedaj pa je 6. veleposlanik v Makedoniji. Od leta 2005 predava o diplomaciji. Predvsem pa je zanimivo, da ima izjemen knjižni opus. 37 knjig v slovenščini, nekatere so pa tudi prevedene v angleščino, albanščino, ruščino, ker čist nekaj malega vem, se pripravlja tudi prevod v arabščino. Poleg tega pa ima 429 vpisanih enot v sistem COBISS in to se mi zdi res impozantno poudariti. Zdaj pa o samem romanu, to je trilogija o diplomaciji in pravijo avtor, tudi tisti, ki so knjigo prebrali, da je nekaj posebnega tako v svetovni kot v slovenski knjižni produkciji. Morda zanimiva zato, ker skozi zgodbo preminulega diplomata in laureata predstavi tudi diplomacijo z vsemi njenimi drugačnimi, včasih manj znanimi prediklinami, kot so srčnost, pristnost, prijateljstvo, pa tudi zavist, spotikanje, pretvarjanje, vzponi in padci. Kakorkoli, doktor Jazbec, čas je, da me prekinete. Izvolite, beseda je vaša, o knjigi seveda. Torej, hvala lepa za ta prijetni lep uvod, gospod Neva, hvala tudi vam, da ste se lotili tega podviga, da izdate že drugo mojo knjigo, ki je tudi slučajno druga v tej trilogiji. Hvala vsem, ki ste prišli, hvala vsem, ki ste me spodbujali pri pisanju tega drugega dela. Ne bom se vseh našteval, 2 vneta sta na moji tako desni kot levi strani, to že moram omeniti, ker več se ne bom s tem hvalil. In seveda hvala za to vašo pozornost s to današnjo udeležbo.
Jaz sem pravzaprav začel z eno ambicijo pred 20 leti, tako nekako, napisati en roman po tistih knjigah, ki so nastale, in sem zraven te ambicije imel vrsto zagat, kaj naj bo tema, kakšen naj bo stil, tako da pravzaprav bi bilo morda najboljše, da nisem nič naredil več od tiste ambicije, ampak potem sčasoma se je začela ideja oblikovati, zoreti, medeti. Jaz bi rekel, da je bil tisti ključni preskok takrat, ko sem prišel v Stockholm. Jaz sem bil prisoten na podelitvi Nobelovih nagrad decembra 1996 ob 100. obletnici rojstva Alfreda Nobela, in ko sem sedel tam nekje v 15. vrsti in opazujem to, se mi kar nekaj zabliskalo. Ja, to bo roman o diplomaciji, vmes bo laureat, ki bo dobil Nobelovo nagrado, ampak ne za mir, vsaj v tem življenju nie, ampak za literaturo, in ker je bila slovenska diplomacija in slovenska država v tistem času eno izmed pomembnejših, morda najpomembnejših lobiranj je bilo za nestalno članstvo v Varnostnem svetu, ki je potem tudi uspelo, se mi je okostje tistega prvega romana, oziroma romana, za katerega nisem vedel, da bo prvi, pa da bo edini, o diplomaciji samo se je pokazalo. Potem se je roman izpisal, da je izpiljen tako, kot je izpiljen, in seveda je pri tej izpiljenosti veliko prispeval gospod Demeter Bitenc. Snema se, pa se ni važno, je rekel, ne jagode, kaj bodo jagode jedli, pralineje morajo, in pa seveda viski mora biti Glenfiddich, ne Chivas, Chivas pa že vsakdo pije, hvala lepa, zato imamo Glenfiddich, in potem je k tej izpiljenosti in temu navdušenju dodal svoje še kolega veleposlanik Jožef Kunič, ki je pa potem, ko je knjiga že šla, ob vsaki priložnosti, kot je nekje zapisal, mečken pokašljal, ko me je videl, in sem že vedel, kaj to pomeni. Jaz sem se vesel, da je drug del izšel in bo zdaj tega kašljanja mečken manj, ker manjka samo še en del do trilogije. Torej, bistvo trilogije in pa tudi prvega dela in drugega dela je morda v tem, kar je naslov drugega dela, Iskanje izgubljene duše. Torej, jaz poskušam v teh dveh romanih nekako uprizarjati, reflektirati in se spraševati o diplomaciji, ne v tisti neki standardnih pomeni, veste, profesija, dejavnost, organizacija, bla, bla in tako naprej, ob čemer vsem študenti gredo lasje po konci, kar še običajni zvedavi publiki, ampak me vznemirja, fascinira, privlači diplomacija, če tako rečem, kot stanje duha, kot tok misli, kot nek preplet čustev, strasti, obupa, ambicij, oklevanj, omahovanj, morda tudi napačne zaznave, napačne percepcije, in kje je potem tu človek, tisti diplomat, ki je pa človek, ki je človek na začetku in na koncu, in ki se znajde v diplomaciji, v diplomatskem okviru, in se mi zdi, da je to okvir in da je to neko okolje, vzdušje, v katerem je človeku biti najtežje, kajti v diplomatskem svetu se mi zdi, se vsaka lastnost človekova, kakršnakoli že je, prej ali slej pokaže kot javna, kot jasna. Ničesar ne moreš do konca skriti, morda je to dobro celo, torej kot človek, kot tak. In tu je osnovno torišče mojega premišljanja o diplomaciji, prvega dela, drugega dela, torej ta človek, ki je diplomat, ki se nahaja v tem stanju duha, v toku misli, v tem prepletu čustev, kaj počne, kako se počuti, kdo je ta. Morda toliko. Toliko za začetek. Jaz bi milo prosila gospoda slavljenca Demetra Bitenca, da nam bo prebral en odlomek iz knjige. Bo šlo? Prosim. To je prvo poglavje Emeritus iz drugega dela knjige, ko se pravzaprav glavna oseba tega drugega dela je hčerka protagonista prvega dela, ki išče zdaj resnico, bistvo v svojem očetu. Ona tu odkriva dialoge
išče in kontaktira z gotovimi osebami, ki so bile pomembne v življenju njenega očeta. Zato to, kar vam bom prebral, je v bistvu dialog s hčerko, ki je zame fiktivna, ampak jaz se z njo razgovarjam. Vi pa oprostite majhen posegu nazaj, če dovolite, na prvo knjigo, če dovoliš. Zaradi, ker se mi zdi tam to, kar si ti omenil zdajle, med diplomatom in med literatom. Sem si jaz, oprostite, jaz nisem literarni kritik, ampak nekako sem se v svojem zamislil, pa sem najdel le par citatov, bi rekel, enega vrhunskih diplomatov 19. stoletja. To je bil Chevalier Maurice de Talleyrand. On je bil škof, nadškof Pariza, ko je izbruhnila revolucija, je bil takoj delegat v tistim zboru stanov, ki so zrušili monarhijo, bil potem diplomat in zastopnik revolucije francoske, bil pod Napoleonom zunanji minister, pod padcu Napoleona je briljiral na Dunajskem kongresu in je dosegel svojo spretnost do diplomacije, da je Francija ostala v svojih prvotnih mejah, ne glede na to, da je izgubila vojne. Po vojni pa služil Bourbonom, pa je bil diplomat in poslanik v Londonu. To je diplomat. In zdaj bi vam pocitiral. On je rekel za diplomata tole: pošten diplomat je kot suha voda ali leseno železo. Ali ko se diplomati pripravljajo na vojno, besedičijo o miru. Diplomatove besede morajo nasprotovati njegovim dejanjem, sicer diplomacija izgubi pravi smisel. Lepe besede so maska, ki naj prikazujejo resnične dogodke. To je en del tega junaka. On služi diplomaciji. Drugi del, ko se posveti literaturi, bom spet vam nekaj citiral, če dovolite, to je pa iz konca 19. stoletja, belgijskega pesnika Maurice Maeterlinck, ki v enem svojih sonetov reče med drugim tole: Il faut que tout homme trouve pour lui-même une possibilité particulière de vie supérieure dans l'humble et inévitable réalité quotidienne. Prevedeno v slovenščino tole: vsakdo mora zase in za svoje najti posebne možnosti nadčutnega življenja v nizki in neizbežnih realnosti. In to naš junak išče. Eno in drugo. Diplomat tukaj se zateka v čisto literaturo. In še nekaj je klej, ko on niha med tema dvema poloma, se pojavi hčerka, išče pa kaj. Tisto, kar je pa rekel Descartes, vsakdo ne bi se enkrat v življenju vprašal, kaj je resnica. To pa ona vstopi v drugem delu. Zdaj se bom pa jaz ta prvo poglavje posvetil, prostite malo temu vodu, ampak ja, res je. Jaz sem ga predlagal za Nobelovo nagrado za literaturo. Ne morda kaj še kdo drugi, tega ne vem in tudi nisem poizvedoval potem, pa tudi če bi, gotovo ne bi izvedel. Moram povedati, da je marsikatero njegovo knjigo velikokrat vzamem v roke. Prejšnji teden sem tisto zadnjo ponovno listal in prebral tu in tam kako misel, kako odstavek in razmišljal o tem, kaj je povedal. In tudi v tistem, kaj je hotel povedati. In vsakič, ko jo berem in prebiram, mi je bolj jasno, česa ni hotel povedati. Veste,
Samo ljubezen je me presunilo. Ljubezen je me prešinilo, prevzelo in objelo, ko sem jo prebiral. Tako močno kot še nikoli. Morda res zato, ker sem že precej star, verjetno pa zato, ker vsakič vedno bolj jasno vidim in razumem njegove misli, njega samega in smisel življenja, njegove dileme, upe, stiske in tihe, skrite, zaprte želje. In potem se praktično vsakič vprašam, kaj ima to opraviti z diplomacijo? Vsa ta ljubezen. A ni ljubezni brez diplomacije. Ja, je. Ampak diplomacije ni brez ljubezni. Ali pa se motim? Človeška bitja smo ne le tako ranljiva, ampak tudi zmotljiva. In potem sem odložil knjigo. Zakaj pisati, se večkrat sprašujem? Zakaj diplomati pišejo in zakaj diplomati pišejo v diplomaciji? Ja, a jim ni mar dovolj preveč pisanje depeš? No, in naprej. Ali diplomati pišejo tudi o ljubezni? Jo razumejo? Sposobni razumeti? Ali pa je za njih morda vse skupaj le ena bežnost? Daleč proč od nežnega, eno spreminjanje, ki se sicer vodi naprej ali kakorkoli že, a obenem nikamor ne pripelje. Jaz ne vem veliko o diplomaciji. No, pa tudi nisem ravno prepričan, da me to kaj posebej zanima. No, nekaj malega sem zvedel o njej, ko sem proučil kariero vašega očeta, potem, ko sem se odločil, da ga predlagam za nagrado. Ja, saj veste. Vsako leto nas nekaj povabijo, naj predlagamo kandidate. Ampak kljub temu, da v teh rečeh ne vem kaj posebnega mislim, da diplomati ne vedo, kaj je to ljubezen. Prava ljubezen. Tista, ki človeka prevzame in ostane v njem zavedno. Diplomatsko delo je samo neprestano hitenje s teme na temo, z dogodka na dogodek, ker to je pa tempo in način življenja, ki ne dopušča rahločutnega srčnega premisleka o rečeh in o osebah in o tem, kaj je bilo prej in kaj bo potem in kako to lepo in dragoceno obdržati v sebi. Dati drugemu in biti sposoben enako to prijeti od drugega. To oplemenititi skupnim pogledom, stisku, objemu, dotiku. Tega diplomati ne znajo. Za ljubezen je potreben čas, iztegnjeno in ponujeno izpreto roko in dlan. Potrebuješ samo stalno pozornost, oseba, ki jo imaš rad, dekle, ki ti je ljuba, tista, ki je tvoja ljubezen, mora biti v tvojem srcu, v tvoji duši, v tvojih mislih, v tebi, bržčas, neprestano, kar naprej. To mora postati tvoj življenjski okvir in smisel. Čutiti moraš njeno kožo, si predstavljati, kakšne barve njena mahkoba in kako diši njena milina. Moraš biti sposoben začutiti,
in občutiti in dojeti drhtenje njene duše, drget svojega srca, ki se duše dotakne, ko se pogledata, ujameta in potopita drug od drugega. Brez vsega tega ljubezni ni. Kako naj to stori in počne in počenja diplomat, ki mora imeti na skrbu državne posle? Ti posli, ki so minljivi, sprejemljivi in pri katerih je tisto, kar je bilo in tisto, kar še bo, večkrat ovira za današnji nastop in za današnjo izjavo, za sprotno rabo. Kako? Saj ne bo razumel tega, saj ne bo vedel, kaj s tem in s takim početi. In zakaj? S ljubeznijo. Pa če tudi morda le bo, se niso vsi diplomati stroji, pa še v takem primeru je treba vedeti, da so v ozadju in v samem bistvu diplomatskega dela interesi. Interesi države, vlade, politične stranke, njenega predsednika in še posebej njegovih prišepetavcev, vplivih lobijev in posameznikov, sami interesi, kar naprej interesi. In ti udarjajo diplomata na terenu, kakorkoli in kjerkoli že je v določenem trenutku. In ta diplomat naj bi potem razmišljal o čustvih, o tistem, kar je vezano na iskro v očeh, na prelesen nasmeh, na dotik roke, na brdela lica. Naj mu v mislih to, kako bi ji povedal, kaj čuti, misli in ve in hoče. Kako naj to stori, to diplomat vprašam vas in sebe. Kako? Nemogoče. Jaz si tega ne znam predstavljati. Če pa že stori in reče, je to bežno. Mimo grede in mine, kot mine zamah ptice s krili. Nemogoče. To ni ljubezen. Tu ni prostora za ljubezen. Hvala lepa, gospod Bitenc. Je pa čas in prostor za muziko. Redko imamo priložnost slišati skladatelja, ki igra svojo skladbo, in to se bo zgodilo natančno zdajle. Skladba ima naslov Ah, Bach. Pomeni pa pravzaprav alegorijo na Bachov preludij številka 1 in igra skladatelj Mitja Reichenberg. Izvolite.
Najlepša hvala, gospod Mitja. Dr. Jožef Kunič, vi ste avtor spremne besede, fascinantne, očarljive in seveda zelo pretehtane. Človek bere podtone tudi in jih najde po 3., 4. branju. Pa me zanima, kako vi gledate na tako temo in vsebino knjige, ki pravzaprav zadeva diplomacijo, področje, ki jo vi poznate iz 2 delov, od zunaj in še bolj od znotraj. No, nekaj besed bom povedal. Hvala za ta laskavi uvod. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, dragi znanci. Vesel sem in počaščen, da imam priložnost povedati nekaj besed o novem romanu izpod peresa kolega dr. Milana Jazbeca. Ni se zadovoljil le s svojim dobrim delom kot diplomat, ampak je velik del svoje energije in časa porabil za pisanje. Kar nekaj strokovnih del je prišlo izpod njegovega peresa, ne bomo jih naštevali na tem mestu, in takšna dela so za poglabljanje teoretičnega znanja bila in so še za slovensko diplomacijo zelo potrebna. Spopadal pa se je tudi z literaturo, ki ne moremo dati naziva strokovna, ampak spada med beletristiko. Seveda se ne more in ne želi oddaljiti od okolja, v katerem dela in ki ga pozna. Zadal si je napisati trilogijo z zanimivim naslovom Dama v belem. In leta 2006 je izšel prvi del z naslovom Mavrica izza duše. Bil sem zagotovo eden najvztrajnejših spodbujevalcev kolega dr. Jazbeca, da naj vendar iztisne iz sebe drugi del trilogije. Kadarkoli sem ga srečal, sem ga povprašal po drugem delu. Upam, da mi kolega tega ne zameri. Dama v belem je trilogija o diplomaciji, a obenem še zdaleč ne zgolj o njej. V mnogih od nas, če že ne pri vsakemu, se globoko v sebi skriva nek ideal. Tak ideal nekega življenja, stremljenje k njemu, pot proti njemu. Taka je osnovna misel pričujoče trilogije. Ta ideal je simbolno prikazan kot dama v belem, kot nekaj brezmejno čistega, lepega, privlačnega, a skoraj nedosegljivega. Protagonistu druge knjige trilogije, ki jo danes predstavljamo in ima naslov Iskanje izgubljene duše, ni dovolj, da bi kot diplomat vestno pisal depeše in s tem druge uradnike, ki delujejo doma, temeljito, suhoparno informiral o vsem mogočim, pridno hodil na sprejeme, kjer bi se sicer lepo obnašal in s tem zadovoljil formalnim obveznostim, ter naredil vse potrebno, da so obiski politikov iz domovine dobro organizirani. Ne, to ni lik našega protagonista. Naš protagonist v mnogočem spominja na avtorja samega in v njegovem opisu najdemo zaznavno biografsko noto. Spominja na Lermontovo misel, a jadro si želi viharja, kot da v viharju bil bi mir. Protagonist hoče več, hoče bliže dami v belem. Hotel je to, kar v Aškerčevi pesmi svetuje Ali Rašid, da v čašo nesmrtnosti vliva vsak dan dela dobra, dela slavna za rojake svoje. Protagonist druge knjige je ugleden diplomat. Imena avtor ne razkrije, pa tudi ni potrebe po imenu, saj gre za fiktivno osebnost, idealizirano osebnost, ki je blizu dame v belem. Knjiga je zbirka misli in pripovedi tistih, ki so s protagonistom delali, se z njim družili, tako službeno kot zasebno, in tistim, ki so o njem kaj vedeli. Na nek način so vplivali, posredno ali pa neposredno, na njegovo življenje. Lahko bi rekli, da so ga na nek način merili, in to nas spominja na Heisenbergov princip, da vsaka meritev pravo sliko nekoliko popači. Bili so, kot pravi temu Tolstoj,
del neobstoječe stalnosti v prostoru in tvorili odvisnost, ki je ne čutimo. 5 oči bi bilo potrebnih, da bi z vidom zaobjel obzorje njegovega duha, pravi avtor. Protagonist ni ozko usmerjen birokrat, saj sta takemu včasih še 2 očesi preveč. S svojo širino pa vpliva na okolico, tudi na njo, ki naj bi bila njegova muza, saj bi tudi ona želela imeti vpogled v širše obzorje. Pri njegovih možnostih uveljavitve v diplomaciji na mednarodnem nivoju se kot omejitev pokaže pomen velikosti države, ki jo zastopaš. Žal je to realnost. Slovenija sicer nikjer ni omenjena, a očitno jo ima avtor v mislih. Avtor ne izpusti pomena sposobnosti govorjenja. Besede so edino orodje, v težkih trenutkih bi lahko dejali celo orožje, ki ga diplomat ima na voljo. Uporabljanje besed, torej sposobnost govora, razprave in dialoga, je izjemnega pomena. A del govorjenja je tudi molk. Uporabiti molk, izkoristiti trenutke, ko je najbolje molčati, to je še posebej pomembna veščina. Kitajskemu pregovoru pripisujemo misel, da naj diplomat 3-krat premisli in potem nič ne reče. Seveda se ugleden in sposoben diplomat ne more izogniti tekmovalnosti svojih kolegov. Tekmovalnost, mnogokrat združena z zavistjo, je v diplomaciji še posebej pomemben in neprijeten del poklica. S tem pojavom se srečamo v vseh poklicih na vseh področjih, a v diplomaciji je to bolj izpostavljen pojav. V večini delovnih okoljih zaposleni sodelavci ob dolgotrajnem sodelovanju, dolgotrajnem premagovanju težav in verjetno ob večkratni medsebojni pomoči naveže sodelavci tesnejše, močnejše vezi in to mu daje večjo odpornost proti tekmovalnim zavistnežem. A v diplomaciji sodelavci kmalu odidejo v tujino, sam diplomat tudi. In ko se vrne nazaj v svoje domače okolje, so tam drugi sodelavci, s katerimi se stiki na novo ali pa včasih ponovno vzpostavljajo. A ti sodelavci kmalu odidejo nekam v druge države. Zavistnežem in tistim, ki želijo z diplomatom tekmovati in zavzeti njegov položaj, je delo močno olajšano. V knjigi se srečamo z vprašanjem, ali diplomat lahko prav zares doživi tisto pravo ljubezen. Ljubezen žarečih oči, iz katerih sije ogenj in goreče čustvo, ki te vsega prevzame. Profesor, s katerim se protagonistova hči pogovarja, seveda pove splošno mnenje, bolje rečeno stereotip o diplomatih, ki zaradi načina svojega dela naj ne bi zmogli ali bolje rečeno naj ne bi smeli imeli goreče čustev, ter zapiše: za ljubezen potrebuješ čas, iztegnjeno in ponujeno in sprejeto roko in dlan, potrebuješ stalno pozornost. Če se še tako zaklinjamo, da diplomati ne zmorejo imeti gorečih ljubezenskih čustev, avtor knjige to z izrazom protagonistove ljubezni jasno in odločno demantira. V tekstu je omenjeno prepričanje diplomatov, da so elita. Mislim, da je to pomemben razlog za veliko zanimanje mladih za ta poklic, pa čeprav pot, ki jo diplomat pri svoji karieri prehodi, ni posuta le z rožicami, ampak tudi s kar močno bolečim trnjem. Avtor razmišlja tudi o jeseni življenja, tudi svojega. Tolaži se z mislijo: diplomati smo maratonci, starejši, ko smo, boljši smo. In tudi zato je starost užitek, privilegij in radost. A ta misel je lažna tolažba. In na mestu je spraševanje o smislu vsega dotedaj doseženega, o smislu odrekanj in o smislu službenih prerivanj. Jaz mislim, da je na koncu najpomembneje, da vsakemu brez sramu in brez slabe vesti pogledamo v oči. V tem delu knjige ni jasno, kdo govori, ali avtor, ali protagonist trilogije, ali kakšen avtorjev kolega.
a to sploh ni pomembno. Pomembne so misli, tekoče in jasno napisane, z dobršno mero optimizma, morda pretiranega, a v življenju potrebnega. Tu je avtor podal svojo filozofijo, svoj pogled na jesen življenja, v katero še ni prišel in zato ne more govoriti na osnovi svoje izkušnje. Morda bo čez čas mislil drugače. Želim si... Upanje ali svarilo? Oboje. Želim si, da bi knjigo prijelo v roke kar največ bralcev. Upam, da bo dr. Milan Jazbec zbral dovolj energije, da bo napisal še 3. del trilogije in pri tem delu mu želim veliko uspeha. Hvala za vašo pozornost. Po teh čudovitih besedah in krasnih misli pa še nekaj nenavadno zanimive glasbe. Mitja Reichenberg, New York City One.
Hvala lepa. Doktor Jazbec, kako pa bi zelo na kratko odgovorili na nekatere premise, misli doktor Kuniča? Je to sploh mogoče? Ste lahko direktni? Ja, če bom upošteval citat Talerana, ki ga je prebral Demeter Bitens, ne bom govoril o tistem, česar ne mislim. Če bom pa obratno rekel, pa spet se ne bo išlo. No. V glavnem, vzel sem jih kot spodbudo, opozorilo, morda celo svarilo. In pa da mečkem preprečim vnaprejšnje ravnanje, brez da ga kvalificiram, ne, od kolega Kuniča, bi rekel to. Ne. Vsebinsko, kar se tiče trilogije, se drugi del dogaja 20 let po prvem delu. Tako je iz knjige očitno. No, jaz sem uspel drugi del napisati 10 let po tistem, ki je šel prvi del, torej imam še 10 let v rezervi. Ampak to je zdaj, vzemite kakorkoli hočete. Jaz moram reči, da sem prav užival, ker sem oba poslušal, kako interpretirata mojo knjigo in kaj si ne mislita, in se mi je v tej neki moji nečimrnosti prav fino zdelo, prvič. Drugič direktno, tudi mislim tako, zdaj se opravičujem, ne, moj greh. Drugič, kar je pomembnejše, ne, oba sta me že zapeljala v snovanje, v konkretno snovanje tretjega dela, kar je najbolj pomembno, in z enim stavkom, da predam besedo Demetru, ki bo še nekaj prebral, tale komad New York je seveda bil odlično postavljen v koncept, kajti velike diplomacije ni brez New Yorka. Ne. Jaz nočem reči, da je moja trilogija velika, ker se tudi v New Yorku dogaja, ampak hočem reči, da ne, brez New Yorka kot svetovnega diplomatskega središča si človek težko predstavlja diplomacijo, pa če tudi to vidi samo v poročilih in tisto veliko stavbo. Demeter, izvoli. Aha, zdaj bom čala gor, da zdaj ne me nekaj manjka. Pardon. In potem ga je zmanjkalo. Kar znenada, kar takole. Kakšen šok, vam povem. Pa nočem odpirati starih ran, ne vaših, ne mojih. In tako se zaveš, kako smo krhki in ranljivi in kaj so naše življenja. Kaj? Hišica iz kart, kaj neki. Najblažja sapica je lahko zamaja in tudi podre. Kaj šele napačna, že samo nerodna, nehotena poteza. Gib, namig, ja, celo samo namig. In tako je tudi v diplomaciji zadosti, tega je že preveč. Ne vem, zakaj smo sploh šli med diplomate. Zakaj smo to postali? Pa kaj neki pa nam je bilo tega treba? Ne. Nočem se spraševati o tem, še potem ne zdaj, a pač moram te vedno znova in tudi zdaj ugotavljati, kako smo ranljivi. Pa vendar moramo obstati. In ne samo obstati, ampak tudi iti naprej. Ja, predvsem iti naprej. In dalj časa, ko hodiš naprej, več ko prehodiš, bolj si vzdržljiv in manj hodi, manj zmore hoditi s tabo. Manj jih obstane. Kaj lahko odnese hišico iz kart? Poznojesenski veter? Ali pomladne vode? Poletna vročina? Vlaganje energije in življenja
zato, da hišica iz kart stoji in obstane. Samo zato, da se človeku dostikrat tako zazdi in morda tudi v resnici je. In saj se tako dolgo si tam sam. Ko pa odideš, se navzadnje lahko tudi podre. Ja, saj se pravzaprav podre z vsakim odhodom, do neke mere tudi z vsakim prihodom se karte na novo premešajo. Nikakor pa ni dobro, da se to zgodi med igro. Na sredini življenja, takrat, ko ima to lahko hude, tudi tragične, nepopravljive posledice. In konec koncev, zakaj pa ne bi se to zgodilo ravno tebi? Temu se je treba na vso moč izogibati, na vsak način izogniti, če se le da. Vsakdo ima svoj križev pot, po katerem hodi. To so postaje na diplomatski poti, ki morda res ni tako dolga in tako neprestano naporna, ampak vendar. Naše diplomatske premestitve so tu postaje, vsake nekaj težkega in zahtevnega, no celo bi rekel tudi mučnega. A moraš skoznje, do konca. Če ne greš do konca, potem obstaneš. In če obstaneš, zastaneš, skreneš s poti, te pot odnese navzdol. Zato pa tiš. Nimaš izbire. Morda kaj malo pretiravam zdaj. Ne vem, zakaj neki ne bi človek bil vesel ob tistem, kar dela in od česa živi in kar živi, ter predvsem ob tem, koga ima rad. Vaš oče je bil pristaš in zagovornik tega. Smeh odpiral so vrata in umikal vse ovire, govoril. Z njim smehom je mogoče prestopiti vsako pregrado. Smeh je radost, ki je korak k ljubezni. Smeh je zdravilo in opoj in omama. Smeh je balzam za dušo in veter, ki boža lice. Njeno lice mi je rekel. In na to še dodal, če bi ona vedela zanje, za te misli, bi bila gotovo dodala in rekla, takšen odstavek pa je balzam za dušo. Mojo, bi šepnila. In potem še pristavil za njeno in tudi za mojo, za najni duši. Tako mi je razlagal, kako močno jo je imel rad. No, včasih se mi zdi, da skoraj preveč, čeprav morda vseeno vedno biti tako, da več ljubezni pomeni samo več vsega dobrega, lepega in potem pride še več vsega tega. Božansko mora biti, če te ima lahko kdo preveč rad. Ni mi pa povedal, katero damo je imel v mislih, ko je govoril o tem. Jaz pa ga tudi nisem vprašal potem. Veleposlanico, celo novinarko, no, založnice gotovo ne bi rekel. Ne vem, zakaj to, da nisem ga mogel vprašati. Nisem. Ampak, če dobro premislim, to niti ni več pomembno.
Sedaj, gotovo je. Zato, zaradi nje in njenega srčnega in srečnega smeha je bila njegova duša vedno obsejana s svetlobo. V luči. Za konec in za lepe spomine na predstavitev knjige pa še nekaj muzike. Mitja Reichenberg nas bo popeljal tja in v čas, ki si ga želimo čim prej. Naslov njegovega dela Pomladni akvarel. Moje besede bi pokvarile čaren vtis muzike. Hvala lepa, Mitja, še enkrat. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Vabimo vas na mehurčke, kozarček pogovora z avtorjem in ostalimi in želimo lepo pomlad in vse dobro. Hvala.